Ok, lepo pozdravljeni. Moje ime je Matej Vrbaj, zdaj začenjamo z nekaj minutno zamudo. Pa bomo mogoče te minute prej končali, no, da bomo še nekje znotraj nekih časovnih okvirjev. Vsi lepo dobrodošli na našem webinarju na temo novega antikorona mega zakona. Ime tega zakona imate na zaslonih, ampak ga v bistvu niti ne bom prebral, ker je precej dolg in bomo govorili samo o mega zakonu, pa v bistvu boste vedeli, zakaj se gre. V zadnjih dneh smo v bistvu dobili precej vprašanj, klicev in tako naprej, tako da bomo skušali odgovoriti na večino vprašanj, ki ste nam jih zastavili. Bi pa mogoče v bistvu že čisto uvodoma rekel, oziroma uvodoma nekako zastavil nek okvir današnjega seminarja, zato ker se ta zakon ureja nekaj par zelo specifičnih stvari. Mnogo je situacij, na katere nima odgovora, tako da mogoče bi najprej si pogledali, kaj sploh je tema oziroma kaj so okviri tega zakona, pa po drugi strani tudi, kaj niso, da v bistvu veste, kaj je novega, pa kaj mogoče ni. Zdaj, ena od glavnih stvari, ki ta zakon ureja, je to, kar vidite zdajle, torej povračilo, torej državno povračilo, oziroma neka državna pomoč, ki jo dobijo lahko delodajalci, katerih delavci so na čakanju. Se pravi, če imamo primer, ko delodajalec nima dela za svoje zaposlene, kot posledica epidemije, raznih vladnih prepovedi zbiranja, prepovedi upravne dejavnosti, upada naročil, zaključka projektov in tako naprej, oziroma prekinitve projektov. Potem seveda take delavce napotimo na čakanje lahko in zdaj ta zakon same napotitve kot take ne ureja, ureja pa kako lahko oziroma kako ima država namen takim delodajalcem pomagati. Zdaj zakon, v bistvu za razliko od prvega interventnega zakona, ta je namreč drugi, velja za vse delodajalce, dobro, izjema je javni sektor pa neka specifična podjetja, ampak kar je pomembno za nas v bistvu je to, da so med delodajalce šteti v bistvu tudi nevladne organizacije. Skratka, ni nekih omejitev samo za gospodarske družbe ali pa samo zaposlene pa zadruge, kar se je zgodilo v prvem zakonu, ampak ta v bistvu velja za vse, pa tudi društva, zavodi, ustanove, v bistvu pridemo v upoštev. Tudi socialna podjetja isto, ni vezano na nobeno v bistvu tak ali pa drugačen status. In zdaj v osnovi ta zakon, nekako smo mi zaradi lažje preglednosti nekako to čakanje oziroma to povračilo nadomestil na čakanje razdelili na tri dele. To je predmet tega zakona. Prvo je to v bistvu, da delavcu sploh odredimo čakanje in da to odreditev v bistvu skladna s tem, kar ta novi mega zakon v bistvu delodajalcev pričakuje oziroma kaj jim nalaga. Drugi pogoj za nadomestilo oziroma za povračilo državnega nadomestila je, da ima organizacija nek upad prihodkov. O tem ste verjetno precej brali, pa slišali, pa bomo pač temu malo več pozornosti namenili. In tretji v bistvu pogoj je, da ne gre za davčnega dolžnika. In načeloma tukaj to je okvir zakona glede teh nadomestil, zakon se ne ureja, kako odredimo nadomestilo, kamor je noter pisati, kako to delavcu vročimo in tako naprej, ampak to je čisto stvar v bistvu že prej veljavne delovnopravne zakonodaje. Bomo te vse točke pogledali, samo da zdaj vidimo v bistvu, kje sploh se gibamo. Druga pomembna stvar je v bistvu za tiste delodajalce, torej tudi nevladne organizacije, ki sicer dela mogoče imajo, pa bi delavcem lahko neko delo zagotavljali, ampak je v bistvu na strani delavca nek razlog, da dela ne more upravljati, zaradi višje sile, temu rečemo včasih. Konkretno, najpogostejši primer je ta, če ima delavec male otroke ali pa več otrok, pa nima za njih varstva, ker so vrtci tudi zaprti, pa nima nekih drugih opcij za to. In pač v službo ne more priti zato, ker mora doma varovati otroke. In v tem primeru pač delavci na čakanju, ampak dela ne opravlja. V bistvu v tem primeru se predvidevajo neka povračila za delodajalce, torej tudi za NVO-je, ki take delavce imajo. Tudi tukaj bomo zadevo razdelili na tri
podpoglavja, torej kaj so sploh razlogi za višjo silo po tem zakonu, potem naprej, kaj so taki pogoji glede upada prihodkov, pa isto kot zgoraj glede plačanih davkov. Potem posebna so pravila glede tistih delavcev, ki so bolniško odsotni, torej je nezmožen za delo, ker je bolan na neko poškodbe, bolezni. Tukaj pač država bo sploh šla noter. Potem zakon ureja tako imenovan krizni dodatek k plači. Tukaj zdaj ne gre za dodatek, ki bi ga dobili javni uslužbenci, ampak je nek dodatek, ki je v bistvu predviden za osebne osebe, ne, torej tudi za NVO-je. In potem je še nekaj drugih ukrepov, ki bi lahko prišli za koga upoštev, za koga tudi ne, ki bomo šli skozi, da boste neko pač približno sliko imeli. In načeloma je to, kar se tiče okvirja tega zakona, tako da, če zdaj pogledamo, kaj ne ureja, pa kaj se danes načeloma ne bomo spuščali, ker je to stvar drugih predpisov, pa v bistvu že prejšnje ureditve. Ta zakon v bistvu z ničemer ne posega v kakršnekoli pogodbe o sofinanciranju, ki so že bile sklenjene prej, pa bile zdaj v tem času slučajno. Skratka, ni nobenih pravnih posledic, kaj se zgodi s pogodbami, ki so že v teku, kaj se zgodi s financiranjem, kaj so, upravičeni stroški po novem. To zaenkrat ni sistemsko rešeno. To je tudi, sicer se uporedilo tukaj zelo, zelo različno od financerja do financiranja, vprašanje, če bi lahko zdaj zakon to vse počes uredil. Tako da v tem delu odgovorov ne moramo dati, oziroma ta zakon ne daje. Tle pač zaenkrat še vedno velja, da je treba najprej sploh pogledati, kakšna je naša situacija, kaj nam pogodba o sofinanciranju pravi, pa se pa probati s financiranjem tako ali pa drugače dogovoriti. Ampak, kar hočem poudariti, tukaj neke univerzalne rešitve v tem zakonu ni. Ta zakon tudi nima nekih dikcij, da bi v smislu pomagal pri izpadu prihodkov, če mi ničesar ne moramo izvajati, ne moramo delati seminarjev, dejavnosti, delavnic, teh in onih stvari. Ta zakon nima nobenih ukrepov, da bi rekel, tisti, ki nima teh prihodkov, pa bomo mu zdaj prihodke dali. To mogoče bo stvar prihodnjih paketov, zaenkrat tega ni, tako da tudi se nimamo kaj v bistvu preveč imeti. To sem rekel že omenoma, ta zakon zelo malo posega v delovna razmerja kot taka, tako da, kar se tiče raznih nadur, odpovedi, pogodb, kako delati na domu, kdaj, kje, tukaj novosti v resnici ni. To vse ostane tako, kot je bilo prej po zakonu o delovnih razmerjih. Tudi dela na domu, kot smo rekli, zgoraj zakon tukaj v glavnem ureja sam, kako država povrne nadomestilo delavcu, ki je na čakanju, zdaj kako pa je on na čakanje prišel, so neke posebnosti, ampak še vedno pa v večjem delu pač velja enaka pravila, kot so bila prej. In še zadnja stvar, pač zakon posebej ne targetira NVO-jev. To morate vedeti, pač govori o delodajalcih, skratka, ima ukrepe za vse, nekih ciljnih poglavij v to temu nima in tudi iz njega ne moramo razbrati, kakšna bo proračunska politika, pa kaj bo država še naredila. Tako da na ta vprašanja oziroma odgovor na ta vprašanja bojo mogli še pač malo počakati. Tako da se bomo zdaj pač na ta prvi zgornji del se bomo se fokusirali, pa bomo pogledali, kaj velja, pa kaj ne. Mogoče glede veljavnosti še tole. Zakon je bil prejšnji teden že sprejet v državnem zboru, vendar zakon še ne velja, ni bil še objavljen v Uradnem listu, predvideno se bo to zgodilo 11. Ta teden in je potem naslednji dan pričel veljati, ampak zaenkrat še ne velja. Tako da zdaj se pogovarjamo, kaj bo, čez nekaj dni. Je pa tle zdaj še en tak, mislim, da kar pomemben dodatek. Zdaj, verjetno ste spremljali, kako se je zakon sprejemal, pač relativno hitro, tudi precej je bilo popravkov pol kasneje v državnem zboru. In zdaj pač posledica tega je, da je zakon žal kar na precej mestih, precej težko razumljiv. Skratka, malo je besedilo nejasno, še niso med seboj usklajeni, včasih so številke, katere sklicujejo, pač so napačne. Tako da smo v bistvu v teh parih dneh videli, da taka hitra priprava zakona ni vedno najboljša, ker imamo situacijo, da različna ministrstva različno tolmačijo iste člene, eni pravijo tako, drugi pravijo tako. Tako da tukaj za tiste stvari, ki
da tiste stvari, ki vas najbolj zanimajo, vam toplo priporočam, da jih še malo v prihodnjih dneh spremljate. No. Če bo se kako novo stališče pojavilo, pač bo verjetno tisto pol obveljalo. Jaz bom pač predstavil vsa, ki so trenutno aktualna, ampak resno pač malo še spremljate, če bo kakšni večji premiki, pri čemer so pa že zdaj napovedani že neki tudi popravki zakona, no, čeprav ta zadnji še, kot smo rekli, ne velja. Ok, če gremo zdaj na prvo temo, ki je verjetno najbolj popularna, ne, delavci na čakanju. Tule zdaj imate nanizane v bistvu bistvene razlike, ki jih ta zakon prinaša, glede na prej veljavno ureditev po zakonu o delovnih razmerjih, ni jih veliko, vse ostalo pa če še naprej po ZDR-ju, ampak je pravilno, no, da te razlike veste, predvsem z razloga, če kako boste zahtevali, zaprosili za povračilo nadomestil delavcem na čakanju, da boste upoštevali ne samo delovno zakonodajo, ampak pač tudi interventni zakon v delu, ki ureja, kako je s čakanjem. Prva ključna razlika je ta, da po ZDR-ju lahko čakanje traja do pol leta, mi smo v bistvu lahko mi marca odredili že zelo dolgo čakanje, po interventnem zakonu pa je v bistvu omejeno na 3 mesece, oziroma pač do konca maja, oziroma z nekim pogojnim podaljšanjem še za junij, če bo epidemija še trajala, tako da so neka krajša obdobja tu so. No. Druga stvar, ki moramo vedeti, je pač pred uveljavitvijo tega zakona je delodajalec bil zelo svoboden pri tem, kako lahko delavca pokliče nazaj in v bistvu kako pride delavec delati, kako ga pokliče nazaj, pa so kakšne so obveznosti delavca. Tukaj v bistvu je bilo tako, da delodajalec lahko kadarkoli pokliče delavca nazaj in tudi, če mu pa dela zmanjka, pač nazaj odredi v čakanje. Po novem interventnem zakonu pa bo, oziroma je, oziroma bo to omejeno, ta dikcija je ena izmed v bistvu malo bolj nenavadnih, pa tudi nejasnih, ker zakon se dejansko bere tako, kot da, ko je delavec enkrat na čakanju, je zelo omejen pri tem, kdaj lahko pride nazaj delati. Skratka, če smo mi, ne vem, v smislu 1. aprila odredili čakanje, pa sredi marca, marca zanima sredi recimo začetku aprila, da imamo samo 7 dni, zaporednih dni možnost, da pride delavec nazaj delati, ostalo pa ne, tako da bi na nek način kar mogel ostati na čakanju, pa imeti nadomestilo plače, čeprav bomo delo za njega. To je taka zelo nelogična rešitev, verjetno se je nekaj drugega hotel tako urediti, ampak pač zapisalo se je tako, kot sem zdaj povedal. Tudi tukaj so že zdaj napovedani bili popravki s strani Ministrstva za gospodarstvo, da bo to malo bolj fleksibilno, ampak dejansko čakanje na domu po interventnem zakonu v bistvu je tako precej zabetonirano. Skratka, delavec bi lahko nekaj časa hodil nazaj, 7 dni pa bi mogel to kar ostati. Zdaj mi na CNVO se mislimo, da vsem je to malo tako zelo togo tolmačenje, čeprav je napisano, treba to vse moče malo bolj fleksibilno razmišljati, da ta 7-dnevna obveznost verjetno velja, dokler delavec na čakanju, v resnici pa ne vidimo ovire, da bi pač delodajalec čakanje enostavno prekinil sredi meseca, in pač pa te omejitve ni več. Sam pa seveda ne bi smel čez 2 dni spet uvesti, ker bi pa seveda to pravilo okrog prinesel. Tukaj mislim, da neki možnosti še bo, ampak to je moče ena tistih stvari, ki bo zdaj malo spremljati, kaj bo, da sem zdaj rekel, kot resorni v resor, oni so neka pojasnila že imeli, pa so jih pa umaknili dol, ker niso bila ok, tako da zdaj v bistvu se od ponedeljka že pišejo nova. Zdaj bom vmes še na par vprašanj odgovoril, tista, ki bodo nekako vezana na temo. Zdaj, vaša vprašanja bom javno prebral, tudi še naprej povedal, bom pač probal na njih odgovoriti. Tako da, če imamo težavo s tem, pač predlagam, da pošljete mail, če imamo kakšno težavo, da bi bil tu izpostavljen. Gradivo, ki ga zdaj gledate, bo javno dostopno, ker bo cel webinar objavljen na spletu, tako da bo za to poskrbljeno. Če imate delavca, ki ni pri vas polni delovni čas, ampak samo 20%, potem pač bo lahko za vi kot delodajalec odredite čakanje na teh 20%.
teh 7 zaporednih dni pa vprašanje, kako bi si štelo. Zdaj, če on verjetno ne dela vsak dan, ker pač ima toliko manjši čas, pač strogo formalno bi verjetno isto veljalo, če bo 7 dni delal, bo stvar konec, tako da bomo videli, kaj to bo. 7 zaporednih dni je maksimum, zdaj glede na vprašanje, če delamo en dan na teden, ker pač ste na čakanju. To pomeni, da po sedanji dikciji pač bi v prvem tednu to zapolnili, ker je do 7 dni. Če daš en dan, pa je naslednji teden, v bistvu se začne šteti od začetka, tako da ne gre. Ampak to res moče počakati do konec tedna, kaj bo s tem, da se nekdo izjasni. Delodajalca se glede čakanja ne rabita sicer med sabo meniti, pač vsak ima različne potrebe. Bo pa vsak seveda mogel ločeno tole zagotoviti. In zdaj največja sprememba je pa v bistvu vezana na višino nadomestila za delavca na čakanju, ker po delovnopravni zakonodaji pač je vezano na njegovo preteklo plačo, to je 80% povprečne plače v zadnjih 3 mesecih. Medtem ko interventni zakon je pa to pravilo nadgradil, da v nobenem primeru ne more dobiti manj kot minimalne plače. To pomeni, če ima minimalno plačo, nadomestilo 100%. In zdaj, kot je napisano zdaj, oziroma zakon kar to je relativno jasen, da takšno pravilo velja za vse delodajalce, to bodite pozorni. Tudi za tiste, ki povračila ne bodo zahtevali ali pa mogoče kakega drugega pogoja ne bojo izpolnjevali, tle zakon dejansko posega v neko delovnopravno materijo in v bistvu zvišuje nadomestila za čas epidemije oziroma za čas veljavnosti tega zakona. Se pravi 13. marca do konec maja z možnostjo podaljšanja pa še za en mesec, če epidemija ne bi bila preklicana do 15. maja. In tako da to je zdaj v bistvu ta nadomestilo ena takih največjih sprememb oziroma posegov. Zdaj, če gremo na tiste pogoje, ki sem jih uvodoma rekel, smo rekli pravilno odrejanje čakanja, plačani davki pa pogoji glede prihodkov. Zdaj, kaj pomeni tisti prvi stvar, odreditev čakanja, zdaj pravilno, Tle treba zdaj upoštevati te razlike, ko smo jih ravnokar našteli. Če smo namreč delavca napotili na čakanje pred uveljavitvijo tega zakona, kar jih dosti je, skratka, če predvidimo, da bo zakon 11. aprila pričel veljati, če se je pred tem, potem seveda smo tako čakanje naredili izključno v skladu z zakonom o delovnih razmerjih. Takrat nismo vedeli, da je interventni zakon bo pa kaj bo pisalo, to še danes sicer vemo, ampak ker ne velja, ga ne moramo tukaj upoštevati. Tako da v tem primeru, ko bo interventni zakon začel veljati, bo treba te odredbe pogledati in jih pač uskladiti z novim zakonom. Zdaj, ker pa zakon bo veljal za nazaj, bo pač ne ostane nam drugega, kot da tudi naše odredbe veljajo za nazaj. Tukaj se druge rešitve ne vidim. Kar pomeni, da vse one 3 stvari, ki sem jih prej omenil, pač treba pogledati, če je okej. Če smo dali predolgi rok, ga skrajšamo, če nadomestilo preminsko ga podaljšamo, če smo pisali noter, da lahko kadarkoli pride nazaj, to zdaj ne velja več, ampak imamo tisti dnevni limit. Če pa bi odredili čakanje komu po interventnem zakonu, po njegovi uveljavitvi, potem pa pač to dvoje upoštevamo vzporedno, pa ni težav. V bistvu imamo vse po interventnem, razen tistih stvari, ki pač jih interventni ne urejajo, ampak ostaja pač po ZDR. Tako da vprašanje, če bo odredbo potreba spremeniti, odgovor je zelo verjetno, da bo potrebno, ker pač, seveda, ko smo to odrejali, nismo mogli vedeti, kaj bo po 11. aprilu v zakonodaji pisali. Vzorce v zvezi s čakanjem dobite na naši spletni strani, lahko si jih izdelate sami in tudi imate Wordove obrazce, pa uporabljate aplikacijo e-pravnik. Trenutno so dostopne odredbe za čakanje po točko 1. Po 2 jih še nismo pisali, ker jih v bistvu še ne moramo, niso še dostopne na spletu, ker jih še ne moramo izdajati, ker zakon še ne velja. Bomo pa jih pač, bojo pa dostopne takoj potem, ko bo zakon pričel veljati. In bojo pač nove odredbe. Za one, ki so dali odredbe po starem,
zakonu, torej pred uveljavitvijo, bomo pa pripravili neke vzorce uskladitev, pa nekaj takega, da v bistvu bo tudi ta situacija pokrita. To zdaj glede odrejanja dela, glede čakanja, glede odrejanja čakanja. Drug pogoj, povračilo nadomestila za čakanje, je pa vezano na naše prihodke. Ta mogoče celo najbolj pomembnejši pogoj, je pa enoten za vse delodajalce, ne glede na obliko. In v bistvu nekako je vezan na to, da primerjamo naše predvidene prihodke letos in naše prihodke v preteklem letu, 2019 pa 2020. Pogoja sta v bistvu dva, oba moramo izpolniti, skratka, če ni, pa nismo upravičeni. Prvi pogoj je, da naši prihodki v letošnjem letu, oziroma v prvi polovici letošnjega leta, so za več kot 20% nižji, kot so bili v prvi polovici preteklega leta, skratka v 2019. Opozorim, da tukaj je dikcija več kot 20, če se samo za 20% upadni, ni dovolj, mora biti vsaj 20,1. In drugi pogoj je vezan na prihodke v prihodnjem letu, v drugi polovici tega leta, ki se primerjajo z prihodki v drugi polovici prejšnjega leta, kjer je v bistvu obrnjeno, da pač ne smejo biti višji spet od 50%, tako da za pol so lahko več kot pol pa ne. In za pač oboje primerjanje, skratka v prvem delu upad, v drugem delu pač dvig, ampak ne sme biti čez nek prag, da smo še vedno upravičeni. To je za nevladne organizacije, ki ste v bistvu že lani poslovali v celotno, da ste bili 1.1.2019 že registrirani. Slučajno kdo ni bil, da se je lani ustanovil, recimo, pa ni bil v celem 2019. Potem so pogoji malo prilagojeni, seveda potem samo leto 2020. Zdaj gleda se samo prihodke v februarju 2020 in se te primerja s prihodki bodisi marca, bodisi aprila, bodisi maja. Tukaj imate pa 3 alternativne pogoje. Skratka, če so prihodki marca ful veliki, pa maja ful veliki, aprila so pa ful upadali, potem je ta pogoj, tukaj smo že upravičeni, ker imamo ali. S tem, da pazite, ker so po mestih različne številke, skratka 25,5. Pri čemer tukaj je dikcija malo drugačna, ni več kot, ampak je vsaj, to pomeni, če za pol je že dosti, ne rabi biti čist. Tako da, za tiste, ki ste na novo ustanovljeni, pač velja ta drugi pogoj. Zdaj, kako to narediti, mislim, kako zdaj, kaj to noter pade. Seveda prihodki za 2019 so itak znani, ker imate letna poročila napisana, poslovne knjige so zaključene. Za 2020 v bistvu se pa valjda ne morate vedeti, ampak se predvideva vaša ocena. Torej, delodajalec bo sam podal oceno, lastno, na podlagi okoliščin in svojih prognoz, da bo ta pogoj izpolnil. Kot da vi ne morate vedeti, kakšni bodo vaši prihodki konec leta, ko dobite morda izplačilo iz ministrstva ali pa iz občine, ampak boste ocenjevali, da bodo po to procentov nižji, kot so bili v preteklem letu oziroma meseca februarja za te situacije. Skratka, naša ocena je tista, ki bo dala. Se pa seveda pol to naknadno preveri, da ne bo pomote, ker to bomo pa mi leto 2020 zaključili, pa še malo kasneje, ko bo letna poročila končana, se bo pa prihodki v bistvu videli in takrat se v bistvu pa za nazaj pogleda, če je bila naša ocena pravilna ali pa ni bila. Če je bila, hvala Bogu, pa je vse okej. Če pa smo se zakalkulirali, če pogoji ne bodo izpolnjeni, pa zakon predvideva, da smo pač neopravičeni, smo pa sredstva dobinih, je pač potrebno vrniti. Tako da v tem primeru pa to ni več nepovratno sredstvo, ampak je neki likvidnostni kredit postal, ki ga država dala, pa ga potem vrniš. Zdaj zelo veliko vprašanje je, kaj v te prihodke noter pade, kaj se šteje, pa kaj se ne. Tako kot je napisano zdajle, ampak dopuščam, da bo Furs tolmačil drugače, to zdaj bomo videli. Načeloma prihodek je vse, kar mi dobimo.
Tega zdaj ne tega zamenjevati z prilivom ali pa nakazilom na transakcijski račun, to ni isto. Prihodek v bistvu je računovodski izraz, v bistvu, ko jaz nekaj dobim potem, ko pravim dejavnost, ko v bistvu še imam pravico, jaz stavim točno tudi, če nisem. In to torej pa lahko v bistvu vse, od naše tržne dejavnosti do donacij, članarij, javnih sredstev od občin in tako naprej. In zdaj, ker priliv ni enako prihodek, če boste vi priliv dobili meseca novembra ali pa decembra za nazaj, če so take refundacije, to ne pomeni, da bojo vaši prihodki v decembra ogromni, vaši prilivi bojo ogromni, prihodki se bo v bistvu za nazaj poknjižijo, oziroma se knjižijo lahko tudi že sproti, da ker če jaz dobim, ne vem, bom dal primer, 12.000 evrov recimo za projekt v mesecu, v letu 2020, ampak dobim izplačano decembra, in je bil projekt tak, da sem vsak mesec približno enako delal, pa bo v bistvu moje prihodki čez vse mesece isti. Ker bom jaz v bistvu dobil refundacijo za vsak mesec za nazaj približno enakem znesku. V bistvu bodo moje prihodki konstantni v 2020, kar se takega projekta tiče. Ne bo nič, pa bo potem v zadnjem mesecu pa to poskočil. Tako da v tem primeru računovodsko pogledajte, kaj je prihodek, pa ne tega mešati za nakazili, ker je slika pol v bistvu povsem druga. Zdaj, ta rešitev ni za nevladne organizacije zelo ugodna, mislim, ni optimalna, absolutno ni. Zato, ker mi imamo tudi prihodkov, lahko v drugi polovici veliko, ampak so prihodki običajno namenski. Če vi nek denar dobite konec leta za nov projekt, vi ne morate s tem denarjem verjetno priti pa nadomestili za prejšnje pol leta. Tako da tle v bistvu je rešitev, pač ni optimalna, v bistvu ni okej. Tle so bili predlogi, da bi se šteli sam, ne vem, nenamenski prihodki, pa sam presežki, sam to ni žal upoštevati. Tako da stvar računovodenja, kako bomo te prihodke prikazali. Zdaj, glede knjiženja nadomestil, ki ti knjižijo prihodke, je bilo vprašanje, kam jih knjižimo. Drži, to sicer lahko poveča prihodke, vendar je pa FURS že izdal uradno mnenje, da pri samozaposlenih določena pomoč se ne bo štela med njihove prihodke. Da mogoče bomo tudi tukaj lahko kaj podobnega imeli. Že tako kot je napisano zdaj, ko govora samo o prihodkih, v bistvu pa tudi povračilno nadomestila se bere kot prihodek. Ok, prihodki. Tretji pogoj v bistvu je ta, da tudi če vse to izpolnimo, povračila nadomestil ne moremo dobiti, če smo davčni dolžnik, da se pač zahteva, da na dan vložitve vloge so davki in druge obveznosti do FURS plačane. Skratka, na dan vložitve vloge. Če začalno kaj ni plačano, lahko plačamo, pa naslednji dan vložimo vlogo, pa je to še v redu. In pa, da, možda še en strožji pogoj, da imamo za zadnjih 5 let v bistvu oddane prek obrazce za zaposlene, torej za njihov obračun davkov in prispevkov, predloženi. Skratka, da se ve, kakšne so naše davčne obveznosti. Če se vrnem samo za sekundo nazaj, vprašanje, če se upoštevajo mesečne povprečnine. Ne gre za povprečnine. Vi, kot dobite denar za projekt, morate zelo natančno v svojih knjigah povedati, koliko so bili prihodki v posameznem mesecu. Če je bil ta denar namenjen vsak mesec za enak znesek, pol bojo zneski enaki. Če pa ste imeli tak projekt, da ste 2 meseca delali malo manj, pa poleti spet veliko, pa spet manj, pa da bo prihodki v poletnih mesecih pač knjiženi ustrezno večje. Mislim, kakšne stroške se bom s tem povračal, pa kaj je bila vsebina tega preliva, zakaj ta denar šel. Tako da ne gre za povprečje, ampak je treba to kar knjigovodsko kar dobro računati. Mislim, morate stati za tem. Ok. To so zdaj pogoji. To moramo izpolniti. Kaj lahko pričakujemo? Rekli smo že prej, delavec dobi 80% plače na čakanju. Če
ta nadomestilo ne dosega minimalne plače, potem dobi minimalno plačo. Kaj država od tega povrne, ne? To je ena misterija v tem momentu. Namreč zakon piše to, kar sem vam kar tole napisal, ne? Vrne višino izplačanega nadomestila, zmanjšanega za prispevke zavarovanca, ne? Torej, v zakonu je napisano takole, ne? Da v bistvu pogledamo, kaj je bilo delavcu plačano, to je njegova neto plača, ne? In potem to neto plačo zmanjšamo za njegove obvezne prispevke, ne? To pomeni, da bi vi v resnici dobili ven zmanjšani neto, ne? In neko razliko krijemo še sami. Napisano je tako v besedilu člena, medtem ko v obrazložitvi člena pa v pojasnilih za javnost je bilo vedno rečeno, da se v bistvu vrne celotno nadomestilo. Tako da zdaj v resnici, če sem iskren, ne vemo, kako se bo zdaj ministrstvo zdaj iz tega ven izvilo, v bistvu na kaki način bo to zdaj raztolmačilo, da bo tako, da bi dobili vse nazaj, no. Tako da tukaj je ena taka točka, ki piše pač, kot imate na zaslonu, no, ampak si vsi želijo, da bi pisalo drugače in zdaj pač računam, da bo vse nekako tolmačilo, da bo okej, ne. Druga stvar, ki je v tej dikciji odprta, je akontacija dohodnine, ne. Tudi to v bistvu najeda neto plača, ne, skratka delavec tega ne dobi, ampak dohodnina ni izplačana delavcu, je pa izplačana FURS-u za delavca, ne. Zdaj to tudi ne vemo še točno, ali bo to zdaj noter štelo ali ne. Tako da razpon je tukaj zdaj zelo velik, no, od neto plače pa do neto plus dohodnine ali pa do neto plače minus še prispevki, tako da tle še malo počakajte. Je pa tudi nek zgornji prag, no, v vsakem primeru pa država ne bo plačala več, kot je bila lansko letna povprečna plača, torej 1753 pa nekaj centov, cela 14 bi mogli pisati. Skratka, če bi mi delavcu izplačali višje nadomestilo, potem država krije sam ta znesek, razliko pa krijemo sami. Časovna dimenzija je v bistvu taka, kot je veljavnost celotnega zakona, ne, torej za nazaj se pokriva od 13. marca pa do konca maja, oziroma če se bo zakon podaljšal, pač pa še za en mesec. Za tisti, ki ste kaj brali zakon, tam še piše, ne, da so neke posebne pogoji, če je plača delavca že sofinancirana iz posebnih programov. Če je, potem država v okviru tega ukrepa krije sam razliko, skratka, če je delavec 80% že krit iz posebnega programa, seveda pa logično dobimo samo 20 ven, ne more dobiti duplo. Zakon ne pove, kaj je to posebni program, ampak mi menimo, no, take so bile neformalne informacije, da to zdaj ne gre za programe in projekte, ki jih nevladne organizacije izvajamo na podlagi raznih razpisov za svoje dejavnosti, ampak so te programe v bistvu mišljeni kot programi prav vezani na zaposlovanje, skratka aktivne politike zaposlovanja, razni ukrepi, pozivi Zavoda za zaposlovanje, ki so v bistvu namenjeni prav kritju plač ali pa kritju dela plač. In seveda, če je neka plača delavca že krita oziroma če je njegovo nadomestilo krito s strani Zavoda za zaposlovanje, ne pa država tukaj bo samo razliko dala, ne pa še enkrat cele plače. Pri izračunu plače zadnjih 3 mesecev, če delavec slučajno ni delavec, ni dobil plače, če je dobival nadomestilo, se v tem primeru upošteva osnova, od katere je bilo nadomestilo izračunano. Tako da je, če pa bil samo par dni na mesec na bolniški, se pa pač bo treba razbiti, ne, koliko je v tistem delu, ko je delo, pa v tistem delu, ko je dobil nadomestilo, bo se pač dobili neko vmesno številko, ne. Če imamo delavca na čakanju, ki je zaposlen za polni delovni čas, ampak trenutno dela skrajšani čas, recimo zaradi, ne vem, starševskega varstva, pa če recimo na bolniški za par ur, tudi to pač država krije, ampak samo v tem delu, ko v bistvu je delavec na čakanju, ne. V tistem drugem delu, ko je na starševskem varstvu, tam dobiva nadomestilo lahko iz drugih podlag, ne, po zakonu o starševskem varstvu ali pa po pokojninski zakonodaji, za tisti del, ko v bistvu pa ves zaposlen za krajši čas, pa se pomaga. Seveda v teh omejitvah, ne, znesku pa po časovni dimenziji. Če imate delavca na
projektu ali po programu, ne na teh posebnih programih, ampak na drugih programih, tukaj zdaj pač ful paziti na prepovedi dvojnega financiranja, ne? Da ne bi dobili pač nadomestila po projektu, pa pol še tukaj, ker to pač rekel, ko se vlaga nadomestilo, no, so nekaj kar strogi pogoji glede kazenske, materialne in drugih odgovornosti, tako da tukaj res bodimo previdni. Je pa to zdaj ključno vprašanje, no, zdaj, če lahko do dvojnega financiranja sploh pride, ker na to generalnega odgovora zdaj nimam, no. Zelo odvisno od pogodb po financiranju, kaj krijejo pa kaj ne. A krijejo plačo, ali krijejo mogoče tudi nadomestila plače, ne? Ali krijejo stroške dela, kar je pa vse, ali krije, ne vem, sam neke urne postavke, no. Tukaj v bistvu morate pogledati, no, kaj se vrniti nazaj, pogledati, kaj v pogodbah piše, kaj v resnici je upravičen strošek, pa kaj ni. Pa super bi bilo, če dobite pol še mogoče, da vam financer to še vsaj na mail potrdi, ali ste prav razumeli, pa niste, no, da se ne bi kdo po nepotrebnem banke padel, ne. Ok, to. Naslednja stvar, ki tudi za NVO pride upoštev, za delavce, za katere bomo upravičeni do povračila nadomestila, to pomeni, da bodo vsi ti trije pogoji izpolnjeni, da bo država to plačala. Za te delavce smo tudi oproščeni plačila obveznih prispevkov tako delavca kot delodajalca. To pomeni, da dejansko tudi ta strošek zniža, ne. Odprta ostaja še tista dohodnina, ki sem jo prej omenjal, pa morebitna razlika, no, med neto plačo pa prispevki delavca, če se bo to nižalo. Kar pa dejansko pa za takega delavca večino stroškov se tako ali pa drugače pokrije, ne. Glede vprašanja, kje je podlaga za dvojno financiranje, v tem zakonu tega ne piše, mislim, da je to logično, da ne moreš dobiti ne moreš dobiti za isti strošek dveh javnih sredstev. Že po civilnem pravu je to neupravičena obogatitev, ki se lahko kadarkoli zahteva nazaj, pa tudi poznamo neke kaznovalne določbe glede goljufij na škodo javnih sredstev. Tako da zakon nikjer ne piše, da je to prepovedano, ampak vam pa zagotovo piše v vsaki pogodbi, ki jo imate za projekte pa programe. Tudi pri oprostitvi, no, plačila obveznih prispevkov je nek prag, vezan pač na višino plače. Država v bistvu bo oprostila plačilo prispevkov največ od povprečne plače v lanskem letu. Če je plača delavca višja, potem prispevki, ki so razlika med povprečno plačo pa dejansko plačo, še vedno krije delodajalec, ne, ti se ne povračajo. Če možno, pišite čim krajša vprašanja, da lahko vmes preberem. Vprašanje, ki smo ga vmes dobili, delodajalec je v vsakem primeru oproščen prispevkov za vsa socialna zavarovanja. Ok, to bomo kasneje odgovorili, ker bi mogel zdaj zakon pogledati, pa ga nimam pred seboj. Še eno vprašanje, če delovno mesto sofinancirano s strani projekta, ampak ne v celoti. Če del plače krijete vi iz nekih lastnih sredstev, ne, potem pač bo lahko v tem delu bi po moje lahko povračilo zahtevali, ne. Upoštevajoč te prepovedi dvojnega financiranja, pač je tudi vaš zahtevek po moje lahko nižji, pa samo za tisto razliko dobite. Ok, zdaj se bom malo vrnil še na vprašanje in odgovori. Če povračilo države prihodek ali ni, je bil odgovor tak. Zaenkrat zakon govori samo o prihodkih, ne pove, kaj to je, ne. Po računovodskih predpisih je načeloma prihodek lahko tudi povračilo države. Sem pa rekel že prej, da FURS je za samozaposlene, ki imajo pač neke druge ukrepe, ki so tem podobni, vseeno izdal uradno stališče, da pomoč samozaposlenim iz teh prihodkih, ki jih imajo, ne bodo šteli v prihodke. Mogoče bo tudi tukaj kaj podobnega, ampak to zdaj vam jaz napovedati ne upam, to bomo videli. Zaenkrat se delamo, da je, pa spremljate še naprej, no.
Naslednje vprašanje je, če so do ukrepa upravičeni posredni uporabniki proračuna, če se v to šteje tudi programsko financiranje nevladnih. Nevladne organizacije, prosim, niste posredni uporabniki proračuna, to so javni zavodi, javni skladi, agencije in tako naprej, ker nevladne organizacije nimate svojih postavk oziroma neposrednega dostopa, ampak se dobivajo sredstva na podlagi razpisov in podobno. Tako da ta omejitev, da ukrepi ne veljajo za posredne proračunske uporabnike, ne veljajo za, ne pridejo upoštev za novo, to nas ne izključuje. Še eno vprašanje imamo, če je delavec delno plačan iz javnih sredstev, delno iz lastnih sredstev, kdaj se postavi 20% javnih sredstev. To vprašanje ni relevantno, zato ker niste posredni uporabnik proračuna. Tako da to velja za javne zavode, ki imajo pač mešano sofinancirano ali pa javne sklade, za ves ta procent ne igra vloge, ker je pač to za javni sektor. Šlovodki nam je ravno kar rekla, da se proračunski uporabniki štejo kot projektna sredstva, zdaj uporabnik ne more biti sredstvo, to zdaj ne vem, kaj je mišljeno, ampak limit je tam narejen na status prejemnika, torej ali si proračunski uporabnik ali pa nisi. In vsem bolj kakšna sredstva ta javni zavod dobiva, tako da za njegovo to ne gre. Če so prihodki v letu 2020 bistveno višji, so višji tudi stroški, to bo težava, ker ni pogoj napisan na presežek ali pa dobiček, ampak samo na prihodke. Tako da z višjimi stroški vi prihodkov žal ne znižujete. Tisti, ki je zaposlen za krajši delovni čas in je na čakanju, velja za njega vse enako, samo da boste tudi dobili pol izplačano nadomestilo ustrezno manjše, ker boste dobili njemu plačali manjše nadomestilo, ker bomo manjša plača, ker dela krajši čas. Za prihodke načeloma bi lahko veljali tudi povračila stroškov, ki smo jih prejeli. Vprašanje, če ne bomo izpolnili pogojev glede upada prihodkov, ali je financer, ki je v javnem razpisu kot upravičen strošek navedel delo oseb, ki izvajajo program, dolžan kriti nadomestilo v primeru izostanka od dela. To je nemogoče reči, to morate pogledati konkretno vašo pogodbo o sofinanciranju, ker so zelo, zelo različne. Ene krijejo plačo, ene krijejo nadomestila, ene krijejo stroške plače, ene imajo urne postavke, samo rezultate, to morate pogledati, oziroma rešiti konkretno z financerjem, zakon se v to v bistvu ne spušča. Ok, gremo zdaj naprej mi. Kako do nadomestila? Zakon še ne velja, to smo že rekli, tako da zaenkrat počakajte z vlogami, ne jih vlagati, ne pisati nikamor. Zavod za zaposlovanje sicer ima že odprto v svojem portalu neko vlogo za vlagati za povračilo nadomestil, ampak to za nevladne organizacije ne pride v upoštev. To gre za eno vlogo po prejšnjem interventnem zakonu, ki za oboje ne velja, tako da mi počakajmo do 11.4. Vsaj v delu, kar se tiče povračil za čakanje. Tista vloga je evidentno, bi prišla upoštev za kakšne karantene, za tole, kar se zdaj imamo v bistvu, pa ne. To je portal, kjer bo to objavljeno. Pomembna stvar še glede rokov. Delavca napotimo v 8 dneh, zavod obvestimo oziroma zaprosimo za povračilo v 8 dneh, odkar smo delavca napotili na čakanju, če smo ga napotili potem, ko zakon veljal. Če smo ga že zdaj, torej preden je zakon začel veljati, je rok isto 8 dni, ampak od uveljavitve zakona. Tako da verjetno bo tukaj precejšen naval po začetku veljavnosti. Zdaj, glede na povečano število vprašanj, bom jaz zdaj najprej tole dokončal, pa smo pa vrnili na vprašanja, oziroma vam bojo kolegi vmes kar na chatu odgovarjali za tiste stvari, ki se jih da pogovorno še odpisati, samo to ne veste. Ko boste dali vloge za povračilo, kaj bo treba takrat zagotoviti? Dokazila, da smo delavca napotili na čakanje, torej upoštevate vse, kar smo prej rekli glede skladnosti z ZDR-jem oziroma skladnosti z interventnim zakonom. Zdaj, koliko globoko bojo ta dokazila šla, pa kaj bo zavod zahteval, zdaj še ne vemo, ampak mi priporočamo tudi neko dokazilo, da je delavec to v resnici dobil.
ali podpis na njegovi strani, ali elektronsko sporočilo, ja, potrjujem, da sem prejel, skratka, da boste imeli neko dokazilo, da je dejansko to bilo odrejeno, tudi da v resnici učinkuje. Ne? Če ste imeli kakšne posebne programe, aktivne politike, treba pa še pogledati, koliko je bilo tam krito za nevladno organizacijo, to vas bo že obrazec čez to vodil, pa boste sami spomnili. No in pol zakon zahteva še izjavo, da pod neko hudo kazensko in materialno odgovornostjo izpolnjujemo pogoje, ampak žal je zakon tukaj narobe, no, se sklicuje na neke člene, ki ne obstajajo, ki so nesmiselni, tako da v resnici v tem momentu ne vem, kaj bo s tem bo. Verjetno pa bo šlo v smeri, da bo to neka izjava, da v resnici izpolnjujemo tiste, oziroma da je naša ocena, ki smo jo prej podali, pravilna, da res mislimo, da je tako, ne. Ampak še vedno govorimo o oceni, ne. Težko je zdaj neki oceni reči, da je za to kazenska odgovornost, če sem se narobe, če sem nekaj narobe ocenil, ocena je vedno ocena, ne. Tako da po moje tukaj bi neke sankcije bile, če bi res, ne vem, evidentno bilo, da pogojev ne izpolnjujemo, da bi bilo to kristalno jasno, pa smo vsem se zlagali, da pa mi pa mislimo, da pa prihodki bodo vseeno padali. Tako da to bomo še videli, kaj s tem bo, no, ampak tle je zdaj zakon malo narobe napisal vse skupaj. Kako izgleda izplačilo, kaj moramo narediti? Ko damo enkrat vlogo, ima zavod zelo kratek rok, 8 dni, da izda sklep. Vprašanje je, če bojo to uspeli sprocesirati, ko se bo to prihodnji teden usulo par 10,000 vlog naenkrat, ampak zakonski rok ima 8 dni. Ne? Zdaj, če bojo vmes dopolnitve, bo rok trajal, se bo podaljšal, ko bo vloga popolna. Samo to lahko precej komplicira stvari, ker zdaj tudi so težave z vročanjem pa s poslovanjem. Ko enkrat sklep imamo, bo noter napisano vse, koliko dobimo, kdaj dobimo, kakve so višine, kaj moramo narediti, kaj moramo poročati. In predno, da zavod to povrne, moramo seveda mi delavcu nadomestilo plačati, tako da zelo verjetno bo v zahtevku tudi dokazilo, od tega delavca dobil, no, to računamo, da to bo. Da smo delavcu izplačali, poročamo zavodu in na tej podlagi potem dobimo denar. Časovna dimenzija je mišljena do 10. v mesecu po izplačilu, to pomeni za nazaj. Če smo imeli nadomestilo za mesec marec, ki smo ga izplačali aprila, to poročamo v aprilu recimo zavodu in potem šele 10. maja dobimo za aprilsko in tako naprej, ne, potem maja za april. Tako da tle bo neki zamiki bojo, no. Okej, to je zdaj bo, to je zdaj bilo vse o nadomestilu in izplačili glede nadomestila. Vprašanje, ko sem rekel, bom pa na koncu šel čez, no, najprej sem, da ključne stvari povedamo. Zdaj, drugi pomemben sklop tega zakona so ta nadomestila za delavce, ki ne morejo delati. Tle je logika relativno podobna, no, kot je bila zdaj pri povračilu, tako da ne bomo zdaj še enkrat šli skozi, bom samo opozoril na ključne razlike. Tudi tukaj se je nadomestilo povečalo, po zakonodaji, po delovni zakonodaji je bilo 50% njegove povprečne plače, oziroma največ, oziroma če ni dosegal vsaj 70% minimalne plače, kar se zdaj zvišuje, ne, na minimalno plačo. Tako da delodajalci, ki imate delavce, ki so doma, ki ne morejo delati, zaradi nimajo varstva in tako naprej, se njihovo nadomestilo za nazaj povečalo, ne, tako da to bo treba zdaj višje izplačati, ne. In velja tudi za tiste, ki nadomestila ne bojo dobili, ne, ki ne bojo niti zahtevali za njega, ne, tako da tle v bistvu se celo dodatno obremenjuje, ne, na nek način. Zdaj, kdaj pride to upoštev? Samo 3 razlogi so možni. Eno je, če delavec ne more, če ima delavec neke svoje otroke, pa jih ne more varovati, ker so zaprli šole in vrtce. In če so za to še druge okoliščine, to je ful pomembno, ne, zadošča, da bo delavec rekel, vrtci so zaprti, ampak bo mogel v bistvu izkazati, da v resnici ni šans, da bi on otroke varoval. To pomeni, da ne vem, ne more kdo drug varovati, nima ne vem kakega drugega varstva na občini, da v bistvu nima partnerja ali pa drugega starša, ki bi za tega otroka zagotoval, da mu delodajalec ni tega zagotovil, če se bi za to odločil, ne, skratka, konkretno za delavca mora biti ta situacija izpolnjena. In tle se zna zdi, da bo zavod kar strogo pol na koncu presojal, ker sicer je to taka zelo enostavna rešitev bi bila.
Tako da tudi, ko boste take delavce imeli, pa če jih imate, morate biti vi precej ziher, da dejansko so pogoji za to izpolniti, torej da so dejansko izpolnjeni pogoji za to, da je on oproščen, da dela, da ni šans, da ni mogel nikogaršnje drugače zagotoviti. In če bomo mi nekaj taka dokazila imeli, da bo to res ziher, potem tudi seveda bomo lažje na zavodu to dokazovali in zagotavljali, da je res. Druga varianta je, če delavec bi lahko delal, ampak ne more, zato ker se je ustavil javni prevoz. Tudi tukaj ne zadošča, da reče, da ni javnega prevoza, ampak mora pojasniti, zakaj ne more s svojim avtom, z drugim avtom, gospodinstvom in tako naprej. Če se je že prej vozil z avtom v službo, pa zdaj verjetno ne bo mogel reči, da pa zdaj ne more več. Če pa je že prej hodil z javnim prevozom, ki ni imel avta ali pa ni imel vozniške, pa verjetno bo ta pogoj prej izpolnjen. No, pa če imate delavca v bistvu iz sosednje države, ki ne more delati k nam zaradi zaprtja meje, je pač zgodba podobna. Tako da še enkrat, tle boste dosledni, kako to presojate. Zdaj pa čisto, če rečem, boste tudi vi strogi, ker če bo zavod strog do vas, boste pač mogli vi to bolj nekako urediti, da bo to izkazano, pa da bo te objektivni pogoji izpolnjeni. Tudi vzorce za to imate na naši spletni strani, tudi temu v bistvu bolj posodobili, ko se bo zakon začel veljati, da se nagar za nazaj popravi oziroma da veljavi veljavitve malo drugačne pravila. Pogoj glede upada prihodkov je enak. Ta je precej zanimiv, to je malo nenavadna rešitev, ker tukaj ni v bistvu krivda delodajalca, ampak vseeno velja, da delodajalec, ki ima povišane prihodke, tazga povračila ne bo mogel dobiti, ampak bo kriv iz lastnih sredstev. Enako velja, tudi ti delavci so oproščeni plačila prispevkov, če bojo pač dobili za njih nadomestilo, ampak spet največ do onega zneska povprečne plače. Tle so rešitve enake, kot sem jih naštel že prej. Tudi za vlogo velja enako, 8-dnevni rok pač, odkar delavec ne more delati, če že to stanje traja, pa 8 dni, odkar bo zakon veljal. Enako bo dana izjava, da so pogoji, da so okoliščine, zaradi katere ne more delati, da so resnične. Zato sem vas prej opozarjal, pač bodite striktni, pa nekaj dokazila delavec ne sem dal, pa saj neke izjave, da bo pač zgledali, da je to res. Ok, še enkrat, če je delavec iz skladnih programov krit, se pač pol razlika krije. Izplačilo je isto kot prej, do 10. v mesecu do 10. v mesecu, ki sledi mesecu, v katerem smo nadomestilo izplačali. Kaj pričakujemo po izplačilu? Nekaj, kar smo že v bistvu ste vajeni že iz drugih javnih financiranj, skratka zavod ima pravico od vas zahtevati razna dokazila, pojasnila, listine in tako naprej. Zakon predvideva možnost nadzora na licu mesta, skratka v vaših prostorih, vključno z vpogledom v računalniško opremo, listine in tako naprej. In zaenkrat je tisti, ki bodo dobili nadomestilo, prepovedano izplačila plač za poslovno uspešnost. Skratka, če bi kaj tazga decembra hotel izplačati, ker je zdaj par leto davčno ugodno, se to zdaj v bistvu krega z pravico do tega izplačila, do tega ni. Ok, zdaj smo pogledali dve nadomestili za čakanje, pa če delavec ne more delati. Tretje nadomestilo, ki ga zakon obravnava, je pa za bolniško. Skratka, če imamo delavca na bolniški in za tega delavca velja, da tudi za takega delavca se nam povrne nadomestilo njegove plače, ampak so v bistvu tukaj datumi malo drugačni. To v bistvu velja samo, če je delavec na dan uveljavitve zakona, skratka predvidevamo, da bo to 11. aprila že na bolniški, in tudi, če tisti dan ni 31. dan bolniške, ko običajno se krije iz državne blagajne, ampak prav prvi, drugi ali pa tretji dan nima veze. Če bo delavec 11. aprila ali pa naprej na bolniški, gre to v bistvu na breme zavoda, pri čemer je logika enaka, kot je bila do zdaj, da v bistvu izplača delodajalec nadomestilo, pa se pa zahteva refundacijo od zavoda nazaj. Ugodnost velja do konca maja, torej kadarkoli med uveljavitvijo zakona do konca maja bo delavec na bolniški, lahko tako povračilo uveljavljate z možnostjo podaljšanja, če se bo epidemija
bo še hitro končala, ne. Višina je pač enaka taka, kot ste izplačali vi delavcu, in je pač taka, kot je pač po delovnopravni zakonodaji za pač njegovo odsotnost, ko ne dela zaradi bolniške. Bolniška ni nujno povezana z virusom, ne, on ima lahko zlomljeno roko, nogo, pa vse te ukrepi še vedno veljajo. Ne pridejo pa v upoštev nadomestila za tiste bolniške, oziroma ne pridejo v upoštev povračila nadomestil za tiste bolniške, ki so posledica poškodb pri delu, ne. Če delavec na delu poškodoval, pol je tudi bolniška njegova še naprej breme delodajalca. Roki so tukaj daljši, do konca septembra se lahko za nazaj vse to refundira. Si je pa zavod v zakonu izposloval daljše roke izplačila, to pomeni namesto 30, celo 60 dni, pač odkar dobi zahtevek, da to povrne, tako da tule je se čakati precej dalj časa. Okej, toliko bolniške. Gremo naprej še, da končamo v nekem doslednem času. Četrti sklop je ta krizni dodatek. V tem je bilo v bistvu precej že napisanega, precej je bilo debatiranega, pa tudi precej je bilo nejasnega. Zakon v bistvu dejansko pravi, da za delavce, ki pa delo opravljajo, torej tisti, ki niso na čakanju, ki niso doma zaradi nezmožnosti za delo in tako naprej, da za take delavce pa država, njihove delodajalce, torej NVO-je oprosti prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Zdaj, po uradnem stališču FURS-a to velja za prispevke v marcu in aprilu. V zakonu sicer piše aprila in maja, ampak to je stvar tolmačenja, se to šteje za izplačila ali pač za prispevke, ki zapadejo tistega meseca. Kakorkoli, no, zaenkrat zadnje stališče april pa marc. Kar pomeni za one delavce, ki delajo, ne, ki še niso, pač so v pogonu. Za te delavce smo oproščeni plačila teh prispevkov, tako za delavca kot za delodajalca, ampak tudi za te iste delavce so delodajalci zavezani, da jim izplačajo tako imenovan krizni dodatek. Tako da to se pa zdaj malo poravna, ne, nekje moramo plačamo, nekje moramo izplačati, ampak načeloma se pričakuje, da bo vseeno prihranek še večji, no, ker prispevki so ponavadi višji od 200 €, tako da nekaj ostane za delodajalca. In to izplačilo v bistvu ni vezano, no, na vsebino ali pa kraj dela. Tudi če delavec ne dela na, rekel, nekih mestih, kjer je povečana nevarnost okužbe, tudi če dela od doma, še vedno to delavec, ki dela, mu pač krizni dodatek pripada in smo za njega oproščeni plačila prispevkov. Edina izjema je, no, če ima delavec previsoko plačo, če ima 3-kratnik minimalne plače, potem tega dodatka nismo dolžni izplačati. Na to smo rekli, ogroženost ni pogoj. Tudi nekaj vprašanje je bilo, kaj če delavec dela manj časa, ne vem, če je na polovičnem delovnem času ali pa ne vem, če pa neka druga skrajšanja, kaj v tem primeru, ne? Vprašanje je zelo dobro, ampak tudi zelo težko, no, ker zakon tega situacije žal ni predvidel. Tako da tukaj bomo videli, no, kaj bo ministrstvo za delo kot pristojni resor reklo, ampak jaz sumim, da bo pač logika šla v neko sorazmernost, ne. Če dela delavec polovico časa pa 20%, pa bo verjetno dobil 20% tega dodatka, ne. Sicer primer, ko sem ga prej rekel, ko nekdo dela, ne vem, pri vas pol, pa nekje drugje pol, bi dobil pol duplo, ne, kar tudi verjetno ni bil namen zakona. Tako da tle verjetno se bojo neke sorazmernosti gledale, no. Tudi za mesec marec, ne, ki pride v upoštev samo 13. marca naprej, se pač to procentualno pol izračuna, koliko pride. In je v resnici pol samo april tisti, ki je poln mesec, ne, če dela. Okej, krizni ukrepi so to, krizni dodatek je to bil. Zdaj pa na hitro pogledamo še par drugih stvari, ki bi mogoče komu lahko prišle v upoštev, ne, in so v tem zakonu. Oproščeni smo plačila akontacij davka od dohodkov pravnih oseb, ki zapadejo pač od uveljavitve zakona pa do konca maja. Skratka, če bi tisti obroki, no, ki so bodisi mesečni, tromesečni, ki pač v tem obdobju zapadejo, jih ni treba poravnati, FURS tega pač ne terja. Ni pa to tudi, ne pomeni pa, da pa ne bomo davka plačali konec leta, ne, tako da tle gre samo za nek odlog plačila in pač bo poračun pač tak, da se neplačane akontacije pač ne bodo šteli, logično, ne.
Kar je mogoče bolj pomembno je, če imate kakšne projekte v teku, zelo se je skrajšal rok za izplačilo države. Bodi si za javna naročila, bodi si za zahtevke iz javnih razpisov. Če je bilo prej 30 dni, je zdaj skrajšano na 8 dni. Namen je, da se likvidnostno pač pomaga vsem in da država pač čim prej denar od sebe da. Če imate kakšne še zahtevke ali pa jih boste v tem obdobju dajali, je rok krajši. Pa če boste imeli zahtevka za kakšne predplačila. Tle pa ni več 30 dni, ampak je 8 dni, je to bilo v bistvu pospešeno. Podaljšali so se neki infrastrukturni programi za 1 leto brez razpisa, če bi kdo kakšno tako situacijo imel. Če je kakšna organizacija med vami, ki je zasebni vrtec, ki ga že financira občina, pa je zdaj zaprt, zakon predvideva vsem sofinanciranje vsaj delno. V tem času so strani občin v višini 50% od neke osnove, ki velja v tisti občini za javne vrtce. Tisti, ki imate kakšne koncesije, ki izvajate javne službe, zakon v bistvu prepoveduje, da se v tem času karkoli zaračunava uporabnikom, potrošnikom, pač končnim strankam, če se storitve v tem času ne izvajajo. Ker pač, ne vem, zaradi epidemije se ne more, ker so bile prepovedane z odloki in tako naprej. In v tem primeru država krije nadomestila plač, kar na podlagi neke posebne določbe, čez sistem, ki sem ga prej rekel, plus tudi stroške zaradi izpada, to ne vemo, kaj bo, ampak sliši se v redu, skratka še nekaj materialni stroški bodo še zraven prišli. Če ima kdo kakšne kredite, ki jih odplačuje, prvi oziroma eden od interventnih zakonov v prejšnjem tednu, v bistvu je odložil določene obroke kreditnih pogodb in tudi rekel, da v tem času pač obresti ne tečejo, zdaj ponovno spet obresti tečejo, tako da so pač banke tukaj izgubile, da gre samo za neke odloke, ampak bodo zaračunali, tako da to precej se je zgodilo za tisti prvi ukrep. Kaj še je? Z vidika pospeševanja likvidnosti, če imate kakšne projekte, programe, ki so vezani na samo epidemijo ali pa odpravljanje posledic, zdravila in tako naprej, je možno dobiti denar brez javnih razpisov, torej se ne upoštevajo siceršnja pravila v javnih financah, ampak se da pač tudi preskočiti, če bi kdo imel. Nekoliko so se zvišali postopki, mejni zneski za javno naročanje, tako ni potrebno izvesti celega postopka, iz 20 na 40 tisoč, kar tudi pomeni, da se pa da kakšne stvari hitreje za državo narediti, pa postoriti, ker ni potrebno cele procedure speljati. To pa, kar nimate na zaslonu, tudi ustavljajo se vse izvršbe, če nekdo imel kakšne davčne ali pa sodne izvršbe, so zaenkrat ustavljene, tako da bo to se nadaljevalo, ko se epidemija konča. Zdaj, v vmesnem času je prišlo preko 50 vprašanj, tako da zdaj tega jaz ne bom mogel vsega odgovoriti. Pa mogoče, Vsi vem, da vmes so moji kolegi že odgovarjali. Bom jaz začel pri koncu, ker ta verjetno še niso bila. Tako, ker časa še imamo na par vprašanj odgovorim, ostalo bomo pa v bistvu po seminarju objavili na spletu. Bo skupaj s tem posnetkom bojo tudi vaše vprašanja in odgovori, oziroma vaše vprašanja pa naši odgovori. Bom začel kar zadaj. Kako je s kriznim dodatkom, če je delavec na čakanju, ampak tisti 7 dni pa dela? Se izplača sorazmerni delež ali kako? Ja, če je delavec na čakanju, potem delavec ne dela, potem mu krizni dodatek ne pripada, ker pripada samo tistim, ki delajo, tako da to dvoje se izključuje. Tako da, če je na čakanju, lahko dobi nadomestilo, ostalo pa pač za preostanek sta pa kriti plačila prispevkov, pa morate mu dati krizni dodatek. Če grem naprej gor. Kako je s plačevanjem obrokov na leasing? Ja, leasing je, na to se je ful opozarjalo, ampak leasing ni zapadel pod te interventne ukrepe, tako da tam se pogodbe žal bo postale v veljavi. Naslednje vprašanje, če se krizni dodatek plus oprostitev plačila prispevkov velja tudi za delodajalce zaposlene prek programa javnih del.
Ja, velja glih tako, ja. Ni v bistvu nobene, mislim, zakon določa, zakaj ne bi, no. Tako da, tle samo zdaj zapaziti, kaj se bi zgodilo z dvojnim financiranjem, ker v bistvu zavod že krije prispevke, ne, kar napotno nas ne mogo še enkrat dobiti. Oziroma, v tem delu pač ne boste zahtevka izpolnega dobili, ne. Okej. To smo že odgovorili. Ja, kako je s kriznim dodatkom, če bo delavec vmes na dopustu, iskreno ne vem. Verjetno ga dobijo, ampak to ne vem. To ni razjasneno. Marsikaj ni razjasneno, to še počakajte par dni, da se stvari izkristalizirajo, pa da se država uskladi, kaj v resnici je napisano v zakon. Ali se za NVO, ki je izgubil sredstva zaradi zmanjšanega financiranja, zaradi rezov po podpisani pogodbi, tudi lahko šteje, da je šlo za upad dohodkov, zaradi katerega bili vključeni do sofinanciranja davkov in prispevkov. Ja, seveda, če ste vi posledica epidemije, so vaši prihodki upadali oziroma to pričakujete, potem to brez težav date v svojo oceno, ne? Pa se bo pa na koncu pogledali, če je to bilo res, ne? Ja, ne vidim, zakaj ne. Ali se krizni dodatek v višini 200 € plača za vsak mesec, torej marec in potem še za april, odgovor je da. Za oba 2 meseca, samo pač marca je sorazmerno manjši. Kako uveljavljamo oprostitev prispevkov za zaposlene, ki še vedno opravljajo delo? Ful dobro vprašanje. V bistvu na podlagi zakona boste oproščeni plačila prispevkov, ampak še vedno morate pa obračune oddati, ne. Obrazce je treba oddati, da se sploh ve, koliko je. Sam plačate jih ne. Ni pa v bistvu pol nobene posebne zahteve, ampak bo avtomatizem na podlagi zakona. Tako da še enkrat, no, za vse primere, ko se prispevkov ne plačuje, obračun je potreben, ne. To velja tako za one, ki delajo, kot tudi za tiste, ki so na čakanju, pa ki delajo zaradi varstva, pa smo tam oproščeni, ne. Odgovori od Petre CNVOS na chatu se bodo ravno tako shranili in objavili, tako da nič bati. Vprašanje, če en starš dela med tednom, drugi pa tudi čez vikend, kar pomeni, da bi lahko drug starš čez vikend poskrbel otroka. Je možno potrebno to razdeliti? Ja, zelo verjetno ja, če ima vaš delavec doma drugega partnerja, ki za otroka lahko takrat skrbi, pol zelo verjetno ne bojo pogoji izpolnjeni, da objektivno to ni zmožno, ne. Na drugih situacijah, ko smo rekli, da boste kar striktni, no, ker se bojim, da bo zavod tisto pol do vas, ne. Da pač ni možno, ne, če en starš, zdaj sem zmislil, ne vem, dela na urgenci, verjetno ne bo mogel za otroka skrbeti, ne, ker ima tam prekomerno dela, ne. Če pa drug starš mogoče na čakanju, ali pa če so primeri, ko je drug starš, ne vem, samo zaposlen, ne, pa bo uveljavljal upade prihodkov, tam bo zdaj težko rekel, da ni imel časa, ne, če nima dela, tako da treba to kar gledati, ne. Ali je možno, naslednje vprašanje, ali je možno, da si 4 ure na čakanju in 4 ure delaš in si upravičen do nadomestila? Verjetno ne, zato ker če bo 4 ure delal, pa ne boste izpolnili pogoja, da največ 7 dni v mesecu delate, ne, to bi v prvi 7 dni, bi to šlo skozi, pa ne več, če se to spremeni. Vprašanje, kako je s kriznim dodatkom v primeru, ko nam država že tako ali tako krije prispevke? Ja, to dvoje med sabo ni povezano, ne, če vam država krije prispevke, pač bo to je to situacija, ko je krizni dodatek v bistvu vaš dodaten strošek, žal. Vprašanje, ali je dodatek potrebno izplačati skupaj z izplačilom plače, ali se lahko nakaže posebej? Lahko nakažete posebej, lahko pa v plači, to je čist stvar vaše odločitve, ni nekih predpisov. Vprašanje, ali se krizni dodatek izplača, če NVO financira iz proračuna, odgovor je, da zakon ne loči med viri financiranja delodajalca, tako da lahko. Preverite pa, če je to upravičen strošek, ne, bi mogel biti, ne. Kdaj je treba dodatek izplačati? Ja, dodatek je po moje del plače, ne, in plača se izplačuje do 18. v mesecu za pretekli mesec, tako da bi rok za dodatek bil isti, ne. Vprašanje, kaj v primeru varstva otrok, 1. in 2. razred, mož dela od doma in ne more ta čas varovati še otroka.
Ja, če drug partner pač ima službo in ne more, potem se to zdi meni upravičen razlog. Ne? To je isto, kot če bi hodil v službo. Ne? Je pa tukaj se postavi še vprašanje, če lahko moč dela popoldne. No? Tudi take dileme so že bile. Če ne more, če pač ni šans, potem seveda, zakaj pa ne. Zdaj, vprašanje se nanaša na otroke stare, ki hodijo v prvi in drugi razred, to malo paste, ne. Če otrok hodi v 8. razred, pa je lahko sam doma, pa ne morate reči, da je varstvo potrebno, ne. Tam nekje do 5. razreda osnovne šole se šteje, da je še potrebno, pa naprej pa ne več, ne. In se verjetno ne bo priznavalo. Vprašanje, da pri naši spletni strani piše, da je obvezni krizni dodatek, ali to pomeni, da je obvezen, ja, zakon piše, da je obvezen za vse, tako da to smo povedali. Ali bolniške veljajo od 1.4. ali od 16.3. Ja, zelo dobro vprašanje. Zadnje stališče Zavoda za zdravstveno zavarovanje je, da velja od 11.4., torej od dneva, ko bo zakon pričel veljati. Oni za razliko od Fursa niso šli nazaj, to še spremljate, ampak tako zaenkrat piše. Vprašanje je, kako je z uveljavitvijo povračila na bolniško, če bo delavec na bolniški pred uveljavitvijo zakona. Kot sem ravnokar rekel, nima veze, ampak krilo se bo samo od uveljavitve zakona naprej, torej če bo bolniška še 11. naslednje dni. Vprašanje, če je strošek dohodnine strošek delodajalca, zaenkrat zgleda, da ja, ampak počakajte, kaj bo Furs rekel. Zaenkrat se še ni jasno. Vprašanje glede čakanja, glede varstva otrok. Sodelavec ima 2 otroka, mlajša od 6 let. Žena pa je doma, kjer delodajalec odredil čakanje na delo. Vendar je kljub temu njegovo delo močno oteženo. Ali lahko uveljavlja višjo silo. Ja, če boste imeli zelo dobro razlago, zakaj je delo oteženo, zakaj pač žena, ki čaka na domu, ne more skrbeti za otroka, pa ja, samo to zdaj na splošno ne moramo reči. Mora delodajalec povedati, zakaj to ne bi šlo. Ziher so lahko neki razlogi, ko je to možno, ne. Vprašanje, če ima delavec 3 otroke, 2 sta stara 15, 1 9, ali so izpolnjeni pogoji za nadomestilo za varstvo otroka ali ne. Ja, zdaj ne vem točno, kje razred hodita 15-letnika, ampak 9-letnik za 9-letnika zagotovo, ne, ker to je, ker je 3. in 4. razred, ne. Tako da, če seveda tudi ni drugih možnosti za varstvo. Ok, še pogledamo naprej. Vprašanje, ali nadomestilo delavcev lahko izplača šele, ko dobimo sklep od Zavoda za zaposlovanje, lahko že prej. Ja, če boste hitro dobili sklep, lahko, ne, lahko tudi počakate, ampak zakonski rok, sem rekel prej, je pač do 18. v mesecu, odvisno, kaj bo prej, ne. Lahko tudi prej, če ne rabite čakati na sklep. Oziroma tako, zdaj se bom popravil ta odgovor, v bistvu, ne, oziroma sklep boste dobili izplačila, ne bo nazaj, dokler ni plačano, ne drži to, kar sem rekel. Ok, zdaj mislim, da sem na večino vprašanj skušal iti čez, zagotovo sem koga pozabil. Samo zdaj, ker so kolegi že na vprašanje vmes odgovorili, bomo naredili pregled, no, kaj je bilo odgovorjeno, pa kaj ne. Pa bom potem odgovorili, no. Bo na naši spletni strani zagotovo bojo, oziroma bomo bodisi objavili v posnetku, bodisi bomo dopolnili našo spletno stran v delu, ki se tiče pogostih vprašanj, no. Zdaj, ker vprašanje še prihaja, bomo pustili zaenkrat pogovor odprt. Zdaj, kot sem rekel, zdaj ne bomo na vse odgovorili, ampak zdaj iskreno nima več pregleda, no, kaj je bilo odgovorjeno, pa kaj ne, pa da ne bi nekaterim odgovarjali dvakrat, nekaterim pa sploh ne, bom jaz zdaj svoj samogovor zdajle zaključil. Tako da se vam zahvaljujem za udeležbo, pa tudi za vprašanja, bomo jih pogledali. Pa vam v vsakem primeru pa odgovorimo preko spleta, no.
Tako da hvala vsem za pozornost, pa ostanite zdravi, ne, kako?